Slovenci so se že večkrat vprašali, ko so videli televizijsko reklamo in je na koncu reklame za avtomobil pisalo član skupine Emil Frey. In tudi v uredništvu smo že dobili vprašanje, kdo je zdaj ta Emil Frey, kaj je to za eno podjetje. No, lahko povemo, da je Emil Frey eden največjih avtomobilskih prodajalcev zdaj v Sloveniji. Ampak vizija pelje pa še nekam dlje od tega, kjer smo danes. Kam pelje? Vse skupaj pelje v koncept, da pač mi združujemo veliko avtomobilskih znamk, trenutno 12. Imajo pa vse te znamke skupni imenovalec, finance, HR, controlling, razvoj mrež. To vse delamo pod eno streho. Znamke pa so tiste, ki so v prvi vrsti na trgu. Na ta način dosežemo, da so vse te znamke bistveno bolj učinkovite na trgu. Danes pač za eno znamko v, zastavljenih kvadraturah, kot so bile v preteklosti, ni več za naše pojme možno vzdrževati. Prav zdaj, ko je situacija zelo nestabilna, prav zdaj dejansko te sinergije lahko že s pridom izkoriščate. Mi date kakšen primer, kako to izkoristite? To je recimo skupni nastop na trgu, kjer je pač pomanjkanje in kjer potem pač igramo za svojo močjo oziroma svojo velikostjo. Naprimer, trenutno pač vemo, da bodo ali pa so že problem olja, potem je tukaj AdBlue, in vse to, kar te krize prinašajo, pač na ta način, kjer združujemo potrebe po količinah in pa seveda po nabavnih kanalih, pač združujemo v tisto najboljše za slovenskega kupca. Govori se, na tem mestu, tukaj za Bežigradom, nastaja avtomesto. Naš gledalec, ki bo prišel sem za Bežigrad, bo dejansko potem se sprehajal od enega salona do drugega. Vi boste to dejansko spodbujali? Tega prehoda med znamkami, da bi kar nekdo rekel, grem kupiti, Peugeota, pa se bom ustavil potem na Fiatu, pa bom tam videl, pa bom šel nazaj na Mercedesa. Veste, tega ni. Kar je nam pomembno je, da pride v Emil Frey. Se pravi, če prav razumem, tukaj za Bežigradom na tem območju ne bo nikoli tako izgledalo, da bo tukaj en lep vodnjak, lepi parkirni prostor in potem se odločila, zdaj bo šla k Mercedesu, zdaj bo šla na Hondo, potem na Fiat in naprej. Ne, to ni naš namen. Zakaj ne? Zato, ker mi menimo, da za vsako znamko obstajajo svoji kupci. Zakaj pa je potem potrebno to poudarjati v bistvu Emil Frey, recimo v avtomobilskih reklamah za posamezni model, za znamko? To je pa zato, ker smo pač novi na trgu, ker nas noben ni poznal. Mi smo pač to kampanjo naredili, da smo postavili svoje mesto na trgu, da vemo, kdo komu pripada in da vemo, za kakšno prisotnost na trgu gre. Ni pa naš namen postavljati ime Emil Frey v prvo vrsto, sploh ne. Emil Frey, kdo je? Kje se je vse skupaj začelo? To je bilo majhno družinsko podjetje v Švici. Začelo se je skoraj pred 100 leti z majhno kolesarsko delavnico. Potem seveda razvoj posla z več znamkami na področju Švice. Zelo kreativen gospod. Ta ekspanzija samo v Švici je bila enormna, ampak večji del te ekspanzije pa zdaj pripada nasledniku, to je pa gospod Walter Frey. In on je pa ta človek, ki je to pripeljal pa izven meja Švice. In tudi začel tržiti veliko znamk različnih po različnih evropskih državah. Zadnja večja je kar velika skupina v Franciji. Je pa zelo se osredotočil tudi na posel v državah, ki niso bile mogoče toliko zanimive takratnim velikim trgovcem. Kje pa se je videla kreativa Emil Freya? Kreativa Emil Freya se je predvsem videla v tem, kako je on zastavil svoje poslovanje, ne samo v maloprodaji, ampak tudi v veleprodaji. To razmišljanje, da je koncesionar naš prvi kupec, to ni glih, navada ali pa moto vseh proizvajalcev. Mi pa vemo, da sami ne moramo tega narediti, je to nemogoče in si tudi ne želimo. Recimo tudi v Sloveniji, se spomnite, Mercedes je bil zasnovan tako, da je pač uvozništvo pokrivalo skoraj vse lokacije, govoriva o prodaji vozila. Že danes ni tako in ta strategijo peljamo naprej, ker si želimo še nekaj mest narediti takih, da ne bomo sami kot skupina Emil Frey ali pa naše podjetje pokrival celo Slovenijo. To ni naš princip in tega ne želimo in zato smo tudi v Kopru, konkretno v Mercedesu, ustanovili to prvo novo družbo, ki je zunanji privatni investitor v mreži Mercedes-Benz prodaje novih
pa lahkih gospodarskih vozil. Se pravi, na nek način pustite tudi drugim živeti. In zelo radi. Torej, hvala. Hvala vam.